Ne bi si želel boljših uvodničarjev, ali nas ima Bog rad, ali pa nas ima socializem rad, ampak vrstni red je tako dober, da nekako samoumevno si sledi, čeprav dvomim, da so v bistvu prireditelji vedeli za vse vsebine. Jaz vedno utopisti. Jaz sem tudi notoričen utopist, optimist, tako da v tem duhu sem en prispevek čisto konkreten kot orodje pripravil za danes. Drugače sem Stojan Habjanič iz Prekmurja. Več različnih prispevkov bi lahko pripravil, ampak ker ne moramo vsem govoriti, pa mnogo tega že vsi vemo, sem jaz bom čisto en namig dal na temu regije, pa ko je gospod Peršin sedaj govoril, me je več čas v zadju prihajalo Power to the people, to je pel John Lennon, to ste tudi vi posredno omenjali, skratka, čim več moči oziroma odločanja, soodločanja ljudem. V tem duhu bi izpostavil to, kar v Sloveniji pogrešamo. Regije smo pozabili na nje, mnogi med nami nismo, nekateri pa so z namenom. Takrat, ko smo imeli to začetek nove države, sem jaz obiskoval tudi predavanja pri profesoru Kirnu, ki se mu zahvaljujem za to, da me je cepil v mnogih stvareh v današnjih razmišljanjih. In takrat je bila tudi diskusija, seveda, kako organizirati to novo državo. Takrat mislim, da je bil ključen pri tem procesu v imenu nove vlade dr. Lojze Gusar, takrat direktor Urbanističnega inštituta, in smo se pogovarjali o tem, kako organizirati novo državo, in je šlo država, regije, občine in še nekaj, krajevne skupnosti, in nekako so te regije izostale. Meni pa še mnogim je hitro postalo jasno, zakaj so izostale, ker država najlažje manipulira z ljudmi, če nima sogovornika, ima pa samo 230 koliko občin. In tako je v bistvu to še danes, in jaz bi samo spomnil na eno od orodij, ki prispeva k več neposredne demokracije, tako ekonomske, kot tudi posledično seveda vseh ostalih, se pravi vidikov, o katerih danes govorimo, je morda en sam namig konkretnosti, ne smemo pozabljati na te regije, kdorkoli, kakorkoli, pa morda bomo to vsi mi morali početi v naslednjih letih in tudi preko političnega udejstvovanja, v bistvu spraviti to v tek. To sem že povedal, skratka, manjka nam še ta del vmes. Izhodišče, zakaj sem vse te stvari v začetku omenjal kot istočnice, bom navrgel en luciden vidik, malo drugačen, ampak seveda spet utopičen, romantičen, ki pa je tik pred vrati morda. Odkot regije in kako gledati na ekonomijo regij, ki je nekako danes pozabljamo v naših miselnih vzorcih, iz te knjige. In tam pogledajte, podnaslov knjige je Preusmeritev ekonomije nazaj k skupnosti, kar moram reči, danes je profesor Godinova to omenila, pa še nekaj posredno, jaz sem v enim drugih svojih prispevkih etimologijo korenov besed ekologija, ekonomija z časov Aristotela, nekateri med vami to poznate. Ekonomija nikoli ni bila nič drugega kot samo za družbo blaginje in samo za ljudstvo. Nasprotje od ekonomije se je nekoč imenovalo krematistika, to, kar je danes edino zveličavno, pa je ekonomija. To je nasprotje, to je hudič ekonomije. Ekonomija je angel. Ekonomija je bila za blaginjo ljudstva, hudič je bil pa krematistika v tistih letih, takrat se je tako imenovalo in še vedno se tako imenuje, ampak to noben omenja, je bilo pa čim več za čim hitreje, brez pravega smisla, profit. Tako da ekonomija v svoji žlahtnosti, v bistvu v svoji osnovi ima samo nastavke žlahtnosti in to, o čem govorimo. Tako da včasih bi morda morali malo bolj tudi to spraviti nazaj v prvi plan misli. No, skratka, to sem zdaj nekako posredno omenil in to mi je zanimivo, namreč to sem prevedel iz ene knjige, pač en tak povzetek knjige, ki ni bila v slovenščino še prevedena, pa bi morala biti, je pa v svetu kultna v zadnjih 20 letih, seveda za skupno dobro, je bil naslov knjige. In pogledajte, tale vidik, pozabljamo, kaj je blaginja družbe. To je namreč povzetek enega dela knjige ameriškega političnega ekonomista in teologa, ki omenjata mnogo vidikov razmišljanja o skupnem dobru, in ena poglavja je tako lucidno zasnovana, na katero bi vezal naše poglede na regije. Povezave vsem tem, kar smo danes slišali. Če je blaginja vsota tržnih in netržnih dobrin, imamo
to zapisano v obliki ulomka. Levo skupni realni dohodek, kakorkoli že, katerikoli luči ga gledamo, etično, materialno, ne vem, socialno, duhovno, seštevek lokalno dosegljivih plač skozi lokalni strošek življenja plus vrednost netržnih kategorij, ki so povsod prisotne več ali manj. Jaz prihajam z podeželja, zato je meni tisti ta drug del mnogo bolj simpatičen. Bom pa pokazal, zakaj ta ameriški ekonomist razmišlja o tem, kako je prvi v bistvu, bodi si na podeželju, bodi si v centrih, se nekako na koncu vedno ustali. In tako lahko to kar preberete. Skratka, če imamo v glavnem mestu više plače in široko ponudbo prodajanega blaga, potem nekako plače zrastejo, tudi storitve, cene zrastejo in količnik je nekako vedno blizu konstantnega. Samo na različnih visokih nivojih. Preostane v drugem delu enačbe blaginje še ta desni del. Kje je ta desni del večji? V večjih mestih, manjših mestih, na podeželju, v centrih, ne vsak pri sebi razmišlja, lahko morda pozneje, kaj še ilustriramo v pogovoru pozneje, ampak če bi se vsi preseljevali v centre, zato ker so tam više plače, bi seveda zrastle tudi cene storitev, nepremičnin vsega, zraste infrastruktura, stroški vzdrževanja tega sistema zrastejo, na koncu pridemo spet do količnika, ki je nekako enak. Potem se vprašamo, kje pa je zdaj ta drug del. Pa Slovenija, na primer, s tem še nima tako veliko težav, ker tudi Ljubljana, kot so danes z Goranom Šostrom, ko so prišla spet v Ljubljano, ugotovila, da je v bistvu Ljubljana zelo majhno glavno mesto, ker so bila takoj v centru, pa tako je bil park, pa tako je bila zelenica in v bistvu nekako Ljubljana morda malo premalo sodi v to ostro ločnica, ki je tu nakazana. Princip je pa identičen povsod. No, in to sem zdaj ravno opisoval in skratka ta ekonomist razlaga, da je na koncu pridemo do tega, da smisel preseljevanja za večjimi plačami, ker potem so tudi posledično večji stroški, nekako prej slej usahne in pride do nekakega konstantnega omejenega odnosa med tem, katere regije, katere deli države so lahko bolj ali manj boljši, skratka. In izhodišča, na katere vas hočem opomniti, in gre v kontekst socialne države in več neposredne demokracije in več enakomernega razvoja, so sledeča. Ta ekonomist je predlagal nekako vzdrževanje konstantnega števila prebivalstva v regionalne skupnosti. To je eno izhodišče, potem privabljanje zunanjih investitorjev ne prispeva k razvoju regij, to je drugo izhodišče, o katerem govori, ampak da povečanje pestrosti in učinkovitosti ekonomske aktivnosti lokalnega prebivalstva krepi regijo. Skratka, ne pogled na zven, pa pridete pomagati, ampak mi znotraj se okrepimo, bodimo sami sebi čim bolj homogeni in potem imamo bolj dolgo življenjsko dobo. Ker princip entropije je povsod prisoten, tako da ne bom rekel večno. In še nadalje omenja kritiko temelja ekonomskega modela ekonomije izvoza, trdi, da je proizvodnja za izvoz, edino gonilo razvoja seveda ne vzdrži, siromaši pestrost in vitalno lastnost skupnosti in da biti usmerjen za izvoz, zato da dobiš sredstva, da potem pokrivaš uvoz, seveda ni najbolj trajnostno z vidika delovanja regionalne skupnosti. Seveda prednost krajšim potem in lokalnim samooskrbi, tam sam sem navrgal samo nekaj takega kot hrana, oblačila, obutev in tu lahko hitro pridemo še mnogih storitev, manj infrastrukturnih projektov, manj bruto družbene obremenitve za delovanje skupnosti, ki ima daljše poti, daljše linije oskrbovanja s vsem mogočimi storitvami, tako fizičnimi kot intelektualnimi, kot s storitvenim inspektorjem, socialnimi. In strne je misel v to, povezavi s tistim prvim ulomkom, da je blaginja družbe seveda tista, na katero gledamo tako, da vidimo skupnost, kateri je lepo živeti, ne pa tam, kjer je večja plača za večje stroške, ampak tam, kjer je lepo živeti. In pogledajte spodaj, kar je zanimivo, kjer je lepo živeti, nobene od teh stvari ne proizvaja komercialni sektor gospodarstva, zme ekonomije. Ampak so nekako lastne tistemu drugemu delu ulomka. In tega imamo v Sloveniji na pretek, kar Dušan Plut 1000-krat že povedal. Ena najbolj obetavnih držav na svetu, oziroma držav. In kaj ponuja kot miselni vzorec, kako organizirati regije, kako razmišljati, dostop do zadovoljčega in koristnega dela za člane skupnosti,
varnost, dostop do bioloških in socialnih nujnosti. To, kar zdaj v Sloveniji počnemo, mnogi vpis vode v ustavo kot nujno kategorijo, sledili bodo še drugi, ne bom rekel kateri vidiki. Skratka, zaradi nas, ne zaradi pojma profit oziroma krematistike kot hodiča napram ekonomiji, ki skrbi za blaginjo ljudstva. Stabilnost skupnosti, dostop do kvalitet, ki naredijo življenje pestro, stimulativno, zadovoljno in vitalno in spodbudno skupnost. Skratka, razmišljati o regijah, ki dejansko predstavljajo potem vmesni člen pri neposredni demokraciji, ki predstavljajo točno skrb za ljudstvo, ki predstavljajo sodelovanje in ki imajo drugačne orientacije, kot pa nenehno pehanje za rastjo in profitom. In pa mislim, da s tem zaključujem. To je tudi komentar tega ekonomista iz Amerike. Skratka, žalosten je pogled na države in lokalne skupnosti, ki tekmujejo v vnaprej izgubljeni igri privabljanja industrije ter investitorjev s ponudbami, kot so znižani davki in površna okoljska zakonodaja. Jaz pač prihajam s podeželja, včasih sem tudi v Ljubljani, pa malo po Sloveniji, pa še kje druge. In to, da v vsaki vasi gradimo obrtno cono, kjer vabimo investitorje iz celega sveta, mislim, je pa res diametralno nasprotno tega, kar bi bilo smiselno za naše regije. Tako da moj prispevek je bil upozoriti na ta manjko, ki je, verjete, namenoma v Sloveniji tako dolgo se vztraja na njem, ki je bil zamišljen že v prvih 3 mesecih, ko ste vi omenili, v bistvu te nove države, da bomo to tudi imeli. In zavedamo se, da ko bomo karkoli počeli na političnem področju, ali pa tudi, če samo širimo znanja izven političnega področja, govorimo o tem, regije nazaj za nas. S tem bomo seveda šli v tej smeri, ki jo danes vsi omenjamo. Hvala.